Idemo. Če imate denar, to lahko umijete, pa imate celo ministrico povabite, naj umije takoj. Tukaj je eno prijetno bolečino te zemlje, ki je, in tukaj je, veš, tam je življenje, to. Ja, jaz sem se poskušal na neke ostanke dela, ki se je pač tukaj izvajal ali pa se še vedno delno izvaja, sem se osredotočil na neke usedline in ostanke čist recimo teh hiš, ki so že zdavnaj propadle.
Potem pa neke čisto likovne kompozicije, no, ampak ker sem pa k sreči zadolžen tudi za dokumentacijo dela tudi mojih kolegov kiparjev, pa mislim, da bo tudi dosti zanimivih posnetkov nastalo, ki so povezani z delom, njunim delom. Tako da sem si lahko privoščil tudi malo portretiranja in malo, bi rekel, portretov v ambientu, ki je pa res tudi zanimiv.
ljudje vidijo v razpokah neko tragedijo ali nekaj, kar je domačega, neurejenega. Jaz to jemljem zato, če ni razpok na sliki, potem ljudje ne vejo, da je to zemlja. Ker je toliko barv vsaj na barju in tukaj, da je ta pastovoznost in barvitost zemlje, seveda vezana s PVC-jem, avtentična drugim barvam. Čim je pa razpoka močna, potem je to že zemlja. In ljudje pred temi razpokami zagrabijo, razpoke zagrabijo, ker je to ali je potres, ali je suša, ali karkoli, nekaj je tazga spodaj. Po podzavesti, da to privleče, da ni to sladko, ampak je mehen je grozljivo. Vsaj zame, za ljudi pa prijetno, ker vidijo, da je zemlja in zemlja jasno je na dvorišču, je tam je neurejena. Jaz sem to popokal in zdaj imam jo celo čisto v sebi, ker mi je zelo sveta. Iz te zemlje smo zrasli, vanjo bomo šli, jaz se pa z istim materialom pravzaprav pečam in je kar malo. V začetni fazi sem jaz se probal, sem jo imel kot za svetinjo. Soline snemam že zelo dosti časa, par let. Zdaj trenutno delam film o solinah. Zasem sem pa naredil eno montažo, kratko, 10-minutno verzijo strukture. Tukaj kamorkoli pogledaš, še posebej pa iz zraka, doživiš vedno nov pogled. Na solinah si lahko neštetokrat in vedno bo popolnoma drugačno. Danes sta se zamenjali in tramontana in burja, začel je padati dež, potem bo sonce, zvečer pridejo galebi, noro lepo je, prav najbolj sproščujoče je. Vidi ga. Pa to smo ja in Matjaž bacali te kamenje, kaže, maknimo ga reko neka, možda će se baš te sam staviti kamenje.
Tukaj imam zdaj eno mešanico, tam je pa črno. A gremo uno provat montirati? Ja. Kako se metali sneg? Evo ga, tvoja skulptura. Boga, evo. Strašno.
mač septembra. Za meni konc minut. Ja. Jaz se popolnoma osvobojenega počutim, tako da. Popolnoma osvobojenega, ne vem. Kot da bi čakal od otroštva do danes, da bi pač to kompletno svoje pojmovanje likovnosti, pojmovanje svoje poetike kulminiral v tem majhnem, ampak enkratnem prostoru. To se pravi, kot da bi čakal, da pride ta trenutek, ki je res pisan na mojo kožo, na mojo dušo in da materializira tisto, kar je v meni, v takih dimenzijah. To je nadaljevanje, pač jaz moram reči, znotraj moje poetike imam par nazivov in se vedno vrtim okrog teh primarne egzistence, to je za mene ohraniti sanje.